Spodaj po Katovicah se vse pripravlja za podelitev, žal ne na najvišji stopnički Slovenije, ampak Alen Pajenk, najprej hvala, da ste prišli v studio. Vemo, da je v takem trenutku karkoli težko povedati, vendarle lahko vam povemo, da smo ponosni na vas in na ta vaš dres. Upam, da ste tudi vi enako ponosni nas. Ja, hvala najprej. Ja, tako kot si rekla, zelo težko je, sploh po takšnem porazu in ja nič. Naslednje leto se treba ponovno zbrati in pač preštudirati vse, kar smo naredili v tem finalu in naslednje leto spet iti na finale. Ampak vi veste, da mi zdaj govorimo o razočaranju, zato ker ste vi samo drugi v Evropi. Ja, mislim, sej je že to tisto tretje srebro in ne vem, res smo dali vse na igrišču in upamo, da bo to navijači uspeli spoštovati in da nas bo še naprej bodrili. Bomo, cenimo. Najlepša hvala. Mislim, da boste zdaj že počasi morali na podelitev. In zdaj se začenja zaključna ceremonija letošnjega evropskega prvenstva. In najprej bodo na igrišče prišli tisti, ki so osvojili tretje mesto, o katerih sva že veliko govorila. To so Poljaki, Kubjak, Novakovski, Kačmarec, Kurek, Leon, Vojtašek, Žizga, Lomač, Šljuka, Kohanovski, Semenjuk, Zatorski, Bjenek, Fornal in na koncu še selektor Vital Heinen, ki se po tem evropskem prvenstvu poslavlja s klopi poljske izbrane vrste. Tako, zdaj bodo Poljaki zasedli mesto na zmagovalnem odru. Isto najnižjo stopničko zmagovalnega odra so prireditelji rezervirali zanje. In zdi se mi, da so Poljaki ob koncu vendarle zadovoljni, da so lahko tem fantastičnim poljskim odbojkarskim navijačem privoščili vsaj bron. Ja, vsaj bron na domačem prvenstvu. Sigurno so zadovoljni z današnjim dnem, ne pa tudi z končnim rezultatom. Še vedno se je bolje posloviti z medaljo na domačem prvenstvu, kot pa s porazom, ampak morda je to šov bolj za gledalce, tisti pravi strokovnjaki, kateri poznajo kvaliteto poljske reprezentance, so sigurno danes razočarani. In kapetan Kubijak je po aktualnih protokolih na evropskem prvenstvu tisti, ki mu pripada čast izročanja medalj. Soigralcem Wilfredu Leonu je pravkar poveznil okoli vratu, a prostemu igralcu Vojtašku Fabijan Žizga kmalu si bo znova delil slačilnico s Klemnom Čebuljem, v prihodnji sezoni tudi z Janom Kozamernikom, sklopi pa ga bo vodil Alberto Giuliani. Tudi ta podajalec je že prejel medaljo, pa Jakub Kohanovski, saj po mojem prepričanju eden najboljših blokerjev tega evropskega prvenstva. No, zdaj pa za malce šova skrbi še Bartoš Kurek, ki podaja medalje Mihalu Kubjaku. Pavla Zatorskega je pravkar opremil z bronom. Medalja tudi za Matevža Bjeneka in zdaj še medalja za Vitala Heinena. Ob slovesu Belgica z poljske klopi, saj tako je, ko gre za veljavnost njegove pogodbe in glede na
ves današnji šov okoli Vitala Heinena smo videli, da je tudi on pokazal, da ima čustva in solzami v očeh enkrat že zapustil dvorano. Tomi, uspešen strokovnjak, ampak velik posebnež med trenerji. Ja, posebnež med trenerji, posebnež je bil že kot igralec. Spomnim se tekem, katere sem igral proti njemu. Bil je na selektorskem stolu Poljske kar dolgo. Bil je uspešen, kar se tiče svetovnih prvenstev, vendar pa bistveno manj, ko gre za evropska prvenstva. No in zdaj še ček za 150.000 evrov, ki si ga bodo razdelili poljski reprezentanti. Velika večina jih igra v domači plus ligi, le redki na tujem, denimo Bartoš Kurek in Michal Kubjak, pa seveda Wilfredo Leon. Zdaj še spominske fotografije in pokal namenjen tretje uvrščeni reprezentanci. Verjamem, da še en trenutek za navdušenje med poljskimi navijači. Ko opazujem Kubjaka in njegov šov, se mi vendarle zdi, da je to obliž na rane Poljakov v letošnji sezoni. Je pa brez dvoma jasno, Poljaki so želeli več in to je reprezentanca, ki je dvakrat osvojila naslov svetovnih prvakov. Zdaj pa seveda počasi že čas, da na parket oziroma na igralno površino, na tako imenovani Taraflex stopijo slovenski reprezentantje. Tam so že pripravljeni, da jih prireditelji povabijo na igrišče. Za nas so ti fantje zlati in čestitke za srebrne medalje, ki jih bodo prejeli v naslednjih trenutkih. Le še nekaj sekund in reprezentanca Slovenije bo pritekla v katoviškem Spodeku, v katoviškem krožniku na igrišče. Tine Urnaut, Tonček Štern, Alen Pajek, Janko Zamernik, Alen Šket, Dejan Vinčič, Sašo Štalekar, Žiga Štern, Jan Klobučar, Jani Kovačič, Matic Videčnik, Klemen Čebul, Gregor Opret, Rok Možič, Alberto Giuliani in vsi njegovi pomočniki. Slovenci so si že poveznili srebro okrog vratu. Verjamemo, da jim je v teh trenutkih zelo težko, ampak drugo mesto na evropskem prvenstvu, tretjič v zadnjih 6 letih. Kdo bi si to upal napovedati takrat, ko se je šele gradila ta izjemna slovenska reprezentanca, sposobna posegati po najvišjih rezultatih, kjerkoli se pojavi. Mislim, da smo lahko ponosni na te fante. Razveseljujejo nas že vrsto let. Začela se je zgodbica že za tisto selekcijo v 18, kjer je Tine Urnaut in ostali soigralci, kjer so postali celo svetovni oziroma podprvaki, in pa potem vse do članskih selekcij, in mislim, da je to le da so to le sadovi, kateri so obrodili po toliko letih, in veselje gledati fante in jih spodbujati na teh največjih tekmovanjih. In zdaj še darilni ček srebrni reprezentanci Evropskega prvenstva 2021 Sloveniji. Hvala fantje resnično za vse, kar
ste ponudili na tem turnirju. Ni bilo vse rožnato, a kot ste vljubili, rasli bomo iz tekme v tekmo in v zaključnih bojih je Slovenija bila sposobna za največje stvari, dolgo konkurirala v velikem finalu Italijanom, tudi za zlato. Zdaj so fantje dobili še pokal namenjen evropskim podprvakom in reprezentanca resnično samo čestitke za vse, kar ste nam pričarali najprej v Ostravi in zdaj še tu na Poljskem. Danes sem govoril z dolgoletnim producentom odbojkarskih tekmovanj in rekel je, da tekma med slovensko in poljsko reprezentanco v polfinalu turnirja je bila epska in nekaj najbolj izjemnega, kar lahko ta šport ponudi gledalcem. Temu lahko zagotovo to mi pritrdimo. Ja, tekma proti Poljakom je vsakič vrhunska, predvsem zaradi vrhunskega nasprotnika, ampak ta včeraj je bila res infarktna. Za tiste, katere niste gledali, naj povem, da smo zmagali kar trikrat, morda malo rečeno v žargonu. Zakaj? Ker so challenge odločali o končnem zmagovalcu in res polfinale premagati Poljsko v njihovem hramu v Katovicah, zadnji set 37-35 je fantazija. In zdaj prihajajo na igrišče Italijani. Najprej kapetan Simone Giannelli, ki je prejel obenem plaketo, namenjeno najkoristnejšemu igralcu evropskega prvenstva. Plaketo mu je izročil sam predsednik Evropske odbojkarske zveze Aleksandar Boričič. In zdaj, ko je Giannelli prejel nagrado za najkoristnejšega igralca, verjamem, da bo šel po svoje reprezentančne kolege, s katerimi so spisali izjemno italijansko odbojkarsko pravljico. No, to samo govori o kvaliteti Giannellija. Mislim, da je to priznanje dobil zasluženo, kljub temu, da je to, da organizator igre dobi priznanje za najkoristnejšega igralca, izredno redko. Ponavadi si te nagrade delijo napadalci oziroma korektorji. No, zdaj pa je vse pripravljeno za prihod novih evropskih prvakov, nasledniki srbske izbrane vrste, Italijani, ki so Srbe zmleli v polfinalu, v finalu pa jim je uspelo premagati Slovenijo. Poglejmo, kdo so zlati na evropskem prvenstvu. Kapetan Simone Giannelli, pa Fabio Balasso, Gianluca Galassi, Riccardo Sbertoli, Yuri Romano, Simone Anzani, Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Alessandro Piccinelli, Fabio Ricci, Giulio Pinali, Lorenzo Cortesia, Francesco Recine, Mattia Botolo. To so torej izbranci Ferdinanda De Giorgia, ki je uspešno izpeljal projekt pomladitve izbrane vrste in bil zato nagrajen zlato medaljo na evropskem prvenstvu. In vidimo, Italijane imajo zraven tudi dres Federicija. Številko 31. Italijani pa zdaj čakajo najprej ček, potem pa tisti največji pokal, namenjen evropskim prvakom. Takole ček
za $500 000. In Simone Giannelli, ki si bo soigralci razdelil ta znesek. Še prej pa bo potrebno prisluhniti italijanski himni. Italijani se torej veselijo naslova evropskih prvakov in čakajo le še na najpomembnejši trenutek, na dvig pokala v dvorani Spodek v Katovicah. Aleksandar Boričić je tisti, ki ga bo seveda izročil Simoneju Giannelliju. Težak je ta pokal, imeli smo se ga priložnost dotakniti in ga malce dvigniti, ko je prišel v Ljubljano za prejšnje evropsko prvenstvo, takrat v središču Ljubljane, tudi predstavitev tega pokala. No, zdaj pa trenutek veselja Italijanov. Zlat pokal, zlate medalje okrog vratu in evropski prvaki so postali Azzurri. Poglejte, to veselje v italijanski pomlajeni zasedbi, ki bo očitno v prihodnjih sezonah pisala velike zgodbe. A ne le Italijani, tudi slovenska izbrana vrsta je sposobna za velike stvari. Zelo, zelo blizu je bila evropskemu naslovu Slovenija. Nikoli še tako blizu in tudi to je spodbuden podatek, da pa nove priložnosti zagotovo bodo. In želimo si le lahko, da bodo fantje vztrajali, da jim bo tudi v prihodnje tolikšna čast igrati za reprezentanco, se odzivati povabilom selektorja in seveda garati celoten turnir, da se potem zgodijo prizori kot danes, da 400, 500, morda še več Slovencev pride v Katovice spodbujati te fante, ki so nam pričarali toliko lepega med evropskim prvenstvom. Seveda pa v ospredju še vedno italijanska izbrana vrsta, ki je dobila finale s 3-2 v nizih. Zdaj pa tudi slovenski fantje počasi prihajajo pred svoje zveste navijače, se jim zahvaliti za bučno podporo v dvorani Spodek. Če jih je bilo včeraj nekaj sto manj, pa danes invazija slovenskih navijačev na Poljsko in spet je šport združil Slovenijo in najlepši so prav ti prizori, ki jih zdaj doživljamo tu v dvorani Spodek. Žal tega na vaših zaslonih ne morete videti, kajti režiser prenosa je vso pozornost razumljivo namenil Italijanom, ampak res
ganljivi trenutki. Igralci stojijo pred slovenskimi navijači in opazujejo njihove zadovoljne obraze. Torej, smo si vsi enotni, da so slovenski odbojkarji resnično na tem turnirju dali vse od sebe. Kaj ne, da Tomi? Ja, mislim, da smo dali vse od sebe, žal v tem finalu izgubili, ampak kot sva že prej rekla, veseli predvsem dejstvo to, da smo v svetovnem vrhu, da nas bodri veliko število navijačev, da upam, da tako kot si rekel, da bodo igralci ostali, da bodo pokrovitelji ostali, vse katere poslušalce in gledalce vabim, da se jutri pridružite tudi na Kongresnem trgu, kjer verjetno oziroma kjer nas čaka sprejem reprezentantov in da jih skupaj pozdravimo in proslavimo ta uspeh. Ja, in slovenski odbojkarji počasi prihajajo tudi v tako imenovano mešano cono, kjer jih pričakuje naša ekipa oziroma ne, prihajajo kar v studio in mislim, da je ob Sanji in Jasminu kapetan slovenske izbrane vrste Tine Urnaut, za katerim je fantastičen turnir. In beseda studiu. Najlepša hvala. Pravzaprav Tine Urnaut je bil že tukaj za nami pred podelitvijo, pa so seveda morali fantje nazaj, ampak smo veseli, Tine, zato ker zdaj pa že vidimo mičkeno nasmeha na vašem obrazu. Veš, da smo veseli. Ne more biti, da tisti, ki je včeraj izgubil, pa danes zmagal, je na koncu bolj vesel od tistega, ki je danes izgubil. Tak je šport. Vseeno smo zelo ponosni na to, kar smo naredili, ker tudi če smo rekli, nismo pred turnirjem verjeli, da lahko odigramo na taki visoki ravni in na koncu smo res odigrali zelo dobro odbojko. Moramo priznati, da so Italijani bili v finalu boljši od nas. Ampak Tine, po svoje, razočarani smo zato, ker ste samo drugi. A veste, na kaj ste nas navadili odbojkarji? Po eni strani zelo lepo, po drugi pa v tem trenutku težko na tak način. Sigurno je vrhunski uspeh, da smo prišli tu. Malo smo razočarani, ker smo imeli priložnost. Res je, tisti drugi korektor italijanski se je našel in prišel noter in preobrnil celo tekmo. Italijane potegnil iz zelo, zelo težke situacije. Bil 90% napado in spremenil izid tekme, tako da je treba jim čestitati. Res je, ampak če se ne motim, imate pa zdaj v žepu vozovnico za svetovno prvenstvo. Pa mislim, da tisto smo že prej imeli. Na zagovor. Tine pravi, da so že prej imeli vozovnico za svetovno prvenstvo. Ja, jaz sem prebral, da so dobili zdaj za finalom, ampak so ga imeli že od 2019. Prej smo že imeli, On je kriv, ne jaz. Tako da ponosni smo vsi, ki smo oblekli te drese in še kar naprej nosimo s ponosom in najlepša hvala za vse. Hvala vam. Hvala vam.